ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako pojdi z mano, z menoj na Božjo pot, malostno, tam videla boš duša ti, Isus Bog za nas trpi, za nas in za naše grehe. Ava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kako je bilo v začetku, tako zdaj, sedaj in vekomaj. Gospod, daj jim večni pokoj, Večna, lučna in svetla. naj počivajo v miru. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in nas ne vedi na skušnjavo, temveč reši nas hudega. Duša lepo pojdi z mano, z menoj na Božjo pot, na Božjo pot, na goro žalostno. Tam videla boš duša ti, kaj Jezus Bog za nas trpi, za nas in za naše grehe, je nisel težki križ, za nas in za naše grehe, je nisel težki križ. Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost naših bratov se bomo odslej srečevali z njimi v hvaležnem spominu in zaupni molitvi.
dokler tudi mi ne bomo stopili preko praga večnosti. Naj bo ta blagoslov izraz vere v Jezusa Kristusa, ki je našim rajnim in tudi nam ustajenje in večno življenje. Obrnimo se skupaj k Bogu, ki je do vseh nas neskončno usmiljen, in ga v prošnjah iskreno prosimo. Jezus, dobri pastir, prosimo te za kristjane v naših župnijah, da bi postali vztrajni delavci za mir v svojem delovnem okolju in pravico. Prosimo te, usliši nas. Da bi se odprli za milost spreobrnenja in se uklenili miroljubnega življenja, ki prinaša blagoslov. Prosimo te, usliši nas. Jezus, ki si premagal smrt v velikonočni. Jezusovo molitev, Oče naš, za nas slovenski narod, da bi znali miroljubno delati drug z drugim. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Prisluhnimo še blagoslovilni molitvi za ta spomenik vsem umorjenim žrtvam. Molimo, Bog Oče vse tolažbe, ti si odločil, naj se umrljiva telesa vrnejo v zemljo. V svoji dobroti si smrt spremenil v začetek novega življenja. Tako si Abrahamu, očetu naše vere, oskrbel pokop v obljubljeni deželi. Tobijevo plemenito usmiljenje, s katerim je pokopaval mrtve, si visoko cenil. Hotel si, naj bo tudi tvoj edinorojenji sin Jezus položen v grob, iz katerega je vstal kot zmagovalec nad smrtjo in nam dal poroštvo prihodne slave. Tebe torej prosimo, blagoslovi ta spomenik, kraj miru in upanja. Telesa umrlih naj počivajo v miru na grahovskem pokopališču. Ob veličastnem prihodu tvojega sina Jezusa pa naj častitljivo vstanejo. Ta spomenik naj v srcih živih prižiga luč upanja na večno življenje. Od tod naj se dvigajo k tebi molitve, ki jih sprejmi kot priprošnjo za vse, da bodo nenehno poveličevali tvoje usmiljenje po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Sedaj bom še blagoslovil ta novi spomenik vsem žrtvam.
prižgani postojanki, med njimi je bil pesnik France Balantič, danes je med nami tudi njegova sestra Tilka. Nikogar ta spomenik ne poveličuje, pa tudi nikogar ne obsoja. Še bolj nestrpno izjavo do tega spomenika domobrancem sem našel v delu dne 27. marca, kjer je Dragica Jeksetič napisala, da so borci prepričani, da je to prvi spomenik nacizmu pri nas. Taka izjava je krivična in tudi ponižujoča do nas, kristjanov, ki nismo nikoli nestrpno reagirali, ko so v naši Sloveniji postavili toliko partizanskih spomenikov ali spomenikov, ki tudi NOB poveličujejo. V Grahovem je več partizanskih spomenikov in so krajani, kjer je še veliko kristjanov miroljubno sprejeli te spomenike. Dobro si lahko ogledate ta spomenik, ki je bil danes blagoslovljen, in na njem prav gotovo ne boste našli nobenega nacističnega simbola ali kakšne surove Hitlerjeve fraze, ampak samo miroljubna sporočila. Bratje in sestre, držimo se Jezusovega govora na gori, kjer naš odrešenik za vse čase izraža odrešujoče sporočilo. Blagor miroljubnim, zakaj ti bodo Božji otroci. Mahatma Gandhi, po naše pomeni to velika duša Indije, velik delavec za mir, je pogosto poudarjal, če bi človeštvo izpolnilo Jezusove evangelij, njegove blagre in zapoved ljubezni, ne bi bilo na svetu nobene vojne, nobenega sovraštva, da če bi se v Evropi in seveda tudi v Sloveniji oklenili Jezusovega evangelija ljubezni in Gandijeve metode nenasilja, ne bi bilo krvave tragedije v Kočevskem Rogu, niti na Teharjah, ne bi bilo nobene hude jame in niti enega barbarnega rova, kjer je izkrvavelo toliko Slovencev, Slovenk in tudi pripadnikov drugih narodov. Če bi v našem narodu zares večina izpolnila Jezusov blagor miroljubnim, ne bi izgoreli naši bratje v Krajčevi hiši in v cerkvi Marije Brezmadežne. In tudi nas danes ne bi bilo v Grahovem pri spomeniku domobrancev in niti pri spomeniku NOB-ja, ker jih ne bi bilo treba postaviti. Zaradi Kainovih gorjač, ki so ubijale nedolžne Abele, pa je prišlo do te krvave revolucije, ki je pustila za seboj razvaline in surovi čas, ki se ga v svojih spominih dotika sedaj že pokojni cerkniški umetnik besede. Veste, koga mislim? To je Boris Kralj, ki je v svojih beganjih in iskanjih takole zapisal: to je bil čas, ko so se začeli ljudje bati drug drugega, ko se sosedje niso več obiskovali, ko se počasi še pozdravljali niso in so svojo skrb, svojo bolečino nosili v najbolj skritih kotičkih svojega srca in svoje duše. To je bil čas megle, mraka in teme. To je bil čas, ko so na lojtrskih vozovih vozili pobite na pokopališče, zložene kakor klafterska polena in jih pokopavali v skupna grobišča. To je bil čas, ko so tisti, ki jim je ostalo vsaj še malo razsodnosti, iskali zavetišče v gozdu pri divjadi in jih izrinjali iz njihovih domovanj, iz lisičjih in jazbečevih rovov, medvedjih brlogov ter kraških kotanj in globač. To je bil čas, ko so tudi materam presahnile solze, kadar so žalovale za svojimi možmi, sinovi in hčerami. To je bil čas,
ko je postalo sovraštvo naslada, krvavo pobijanje in maščevanje, pa celo užitek. To je bil čas, nadaljuje Boris Kralj, ko so otroci čez noč postajali odrasli. To je bil čas, ko so ljudje kleli in pljuvali, če niso smeli delati tistega, kar so imeli najrajši, oj groza, ubijati. To je bil čas mučenja, v katerem so lomili duše in telesa. To je bil čas, ko so ljudje padali pod streli, kot zajci, stisnjeni v obroč. To je bil čas, ko se je zarja miru že resnično pojavljala na obzorju in se je upanje ljudi iz plamenčka spreminjalo v plamen. To je bil čas, ko so se zmagovalci opijali v svoji slavi do onemoglosti. To je bil čas, ko se tudi izpuščeni zaporniki niso vračali na svoje domove, na poti domov so jih pričakali in tudi pokončali. Sem župnik v Begunjah in vem, da so nekateri plemeniti partizani, nekaj jih je bilo, v Teharjah spustili mlade fante in dekleta domov, a na Kamni Gorici med Rakekom in Begunjami so jih domači terenci umorili. Bog nas varuj te tragedije. To je bil čas, še naprej, še bolj presunljivo pravi vaš rojak, ko so 4 zavedni mladinci, v narekovaju zavedni, mojih let onečastili redovnico. Veste, starejši notranci, katero je mislil? To je Ivanka Premrov iz Mrtnaka, čisto blizu tukaj. In jo je potem vrgli v Cerkniško jezero, lastni rojak. To je bil čas obveznih oddaj, nadaljuje Boris, in kraje hiš in njiv, pol in gozdov. To je bil čas, ko so zmagovalci utrjevali svojo oblast z grožnjami, izsiljevanjem, pobijanjem, vohunjenjem. Tak je bil ta čas in bil je nad vse težak. Boris Kralj, ta velik notranjski iskalec resnice in Boga, je ob sklepu svojih spominov nepozabno sklenil: slabo se piše narodu, ki se sicer zna upreti vojaškemu okupatorju, ne zna pa se upreti zavojevalcu človeških duš. Ta okupacija je hujša od hudega in najhuje, kar se lahko narodu zgodi. Nesreča našega slovenskega naroda ni v njegovi majhnosti, pač pa v tem, da v velikih narodovih stvareh odločajo njegovi majhni politiki. Na strani 202 je to zapisal dovolj močne besede Boris Kralj, to ne bo izbrisano. V tem težkem času, ki ga tako neposredno odkriva Boris Kralj, je živel tudi drugi izredno plemeniti in miroljubni notranjec, pravi slovenski Janez Vijanej. Verjetno veste, koga mislim. To je sedaj že pokojni prelat, župnik Vinko Šega, velik poštenjakar, da se mu lahko tudi komunisti priklonijo. V reviji Zaveza je objavil, kako je sam doživljal grozoto te grafovske noči, ko so v ognju groze zgoreli domobranci skupaj s tako mladim pesnikom Francetom Balantičem. Takole sam pravi: šel sem iz župnišča, Postojanka je gorela z velikim plamenom, gorela je tudi cerkev z gostim dimom, stopnice v zvoniku so bile lesene in so že zgorele. V zvoniku so bili domobranci, kaj bo z njimi? Groza. Hitel sem v cerkev, bila je polna rjavega gostega dima. Najprej sem odprl tabernakelj
in odnesel najsvetejše v župnišče. To je najdragocenejše za vsakega duhovnika in tudi za vas. Prišli so domači, pravi naprej Vinko, župnik. Nosili smo iz cerkve plašče in drugo opremo, tudi neki partizan iz Primorske je marljivo pomagal. Poglejte, kako pošteno. Ej, danes je slišno, kar je To se pa bomo brati? Ne se, mi bomo šli, ne se pametno bomo šli. Jaz sem mislila, da ja, vem, tu ni dogajanje. Nisem še videl v življenju, da spomenik rabi varovanje. Da se formiramo, kot smo bili. Ne, naši so. Vključili v ofenzivne operacije, ki so takrat potekale okoli Kočevskega Roga, usporedno z drugimi ofenzivnimi akcijami. Fašistični krogi in poveljstva pristala na sodelovanje, v katerem pa sta imela belogardistika poveljstva podrejeno vlogo. Praviloma sta izpolnjevala italijanska povelja in bila note rede italijanske vojske, takšen načrt pa jim je preprečila kapitulacija. Vodstvo Slovenije zanavljanje odborov vaših straž 6. avgusta 1942 izdalo ukaz o mobilni garde, so imeli precej problemov pri rekrutaciji v izvidniško vojsko. Nisem na vseh pa naj.
sta prišla dva Nemca, sesusa, tisti, ki sta tukaj imela. Heil Zurich, sta vpila. Med dva sta pa šibala v hišo z vratom, je pa rekla mama, knjigo vzemita, pa smo vsak svojo knjigo vzemila. Potem so pa prišli kurve in so vse pohištvo pa umare pregledali, če kakšen komunist notri, partizan. Ja, no, vidite, jaz imam življenje, poznam, kaj se je dogajalo vse. Ja, no. Pa kaj pravite na to zdaj? Najprej, ko sem prišel sem, ker nisem prišel tukaj, sem videl lokacijo spomenika, ne, da sta dva eno ob drugem. Ja, kaj je zdaj? Samo lumparija, se vidite, vlada sam krade na račun delavcev. Delavc še tisto osnovo ne dobi plače, ki bi mogel živeti pošteno, kar je naredil. A drži tako? Ja. Da vidite, tako pošteno vam povem. Kaj pa pravite na to, da recimo zdaj tukaj postavljajo, je potrebno ali ni potrebno? Kaj vi mislite? A tukaj? Ja, je potrebno počastiti vse mrtve ali ne? Jaz sem šolo hodil tukaj, veste, vse vem, si se še ruščino učil, pa vse pizdarije takrat. Nič, to je preveč že zastarelo za mene, a veste. Če je bilo tudi pred 10 leti, ali pa še takrat, ko so bili še tisti, ki so res nekaj prispevali, ki so garali tukaj, vsaka in čas, a veste. Ampak danes se pa mladina zbira, no vidite, tako. Ja, tako je, pošten povem. Ja. Kako vam je ime, če lahko vprašam? Francil. Odkot ste vi, prav tukaj? Ne, Bločice, vas Bločice sem. Moj fotor je bil spomeničar, veste, Boris. 3 leta je bil. Ja. 14. diviziji je bil, Kočevju je bil, na zadnja 2 leti je bil pa na štabu, Belokrajni. Tako, vidite, tako. Kar pa bilo vaše Pa veste, koliko brigad je bil naše bajte, ki smo imeli veliko bajto. Gubčeva brigada, Tomšičeva brigada, Krimska brigada, vse smo živeli. Madonna, ves štab so imeli stroje notri, pa aparate. A vidite? Nekaj vas bom vprašal, je bila to tudi slovenska vojska? Kako ste jo vi takrat doživeli? Slovenska vojska je držala do tukaj. Do tukaj je bila. Mislim, do Grahovga, do tele kraja je bila partizanska. Naprej je pa tako, ko se je tista Rupnikova brigada na Rakeku pojavila, veste, takrat so pa prišli tisti asesovci, veste, tisti hudi. No, in takrat so lepo ostri, tista vojska je bila ostra, nemška, in so čez tale hrib prišli do naše vasi. Ampak partizani se niso, mislim, z naše vasi, da bi šli naprej za Lož, pa ne vem kaj, pa tam naprej. So držali partizani, Radlek, se veste, gore vas, je tisti hrib in tam so imeli vse montirane aparate, topove, vsega hudiča, puško, mitraljezi so bili gore, tako da niso čez prišli tisti asesovci, pa z Rakeka, tisti belogardisti ali tisti. No, vidite tako, poznavam jaz tole vse življenje. Pa še veste, kaj je bilo? Od mojega očeta brat je življenje zgubil begunje pri Rakeku. Tam so bili partizani, so imeli topove. In na Rakeku so imeli pa Rupnikova brigada topove, pa Nemci so bili. In enkrat zvečer je bilo 6 ura, ti so držali v Begnah in so jih ujeli in je top prišel in so bili vsi 4 mrtvi tam. 2 partizanke iz Loška potoka so bile doma. Od mojega očeta brat je umrl, pa na Rabu je bil, se je boril na Rabu, da je prišel zdrav domov. A veste, kaj je to? Ja, vidite, jaz vam povem življenje, cel roman, če hočete. Imam spomin, ja, vidite, to.